Hvala za razpravo, za besedo. Ker prihajam iz kmetije in tudi brat je resen proizvajalec mleka, sem danes še najbolj razumel mladega irskega predelovalca mleka in pa gospoda Schaberja, ki je v imenu evropskih predelovalcev mleka govoril. To, kar je danes govoril, sem ga poslušal že pred ukinitvijo mlečnih kvot in nihče mu ni verjel. Napovedi, ki so jo dali strokovnjaki komisije, so bile povsem drugačne. Bojim se, da bomo morali končno prisluhniti tem realnim besedam in nekaj narediti na področju količin, kar se tiče pridelave mleka. Vekolikor ne bomo tega naredili zelo na hitro, je tudi za naprej že zelo jasen scenarij. Najprej bodo na udaru kmetje v težjih predelovalnih pogojih, v hribovjih, v gorskih območjih, od tu naprej bodo na udaru kmetje v državah, kjer se je izgubila lastništvo nad predelovalno industrijo, tudi nad trgovino in nenazadnje tudi v državah, kjer države ne morejo podpreti sektorjev. Proizvodnja mleka se bo selila v konkurenčne države, pol Evrope pa bo ostalo brez kmetijstva, brez proizvodnje mleka. To si tu v tem parlamentu ne smemo dovoliti in nikako ne smemo čakati do konca tega obdobja skupne kmetijske politike do leta 2020, ampak ta problem rešiti takoj in obvezno omejiti proizvodnjo mleka.